Kot že uvodoma omenjeno, bo tale konec tedna v mariborski ledni dvorani potekala največja izobraževalna sejemska prireditev za družine v Sloveniji, imenovana Otroški bazar. Otrokom bodo tam na voljo številne ustvarjalne delavnice, pa igralni kotički, bogat kulturni program, veliko športa ter drugih aktivnosti. Starši pa bodo lahko spoznali različne otroške izdelke in pa storitve, načine preživljanja prostega časa za najmlajše, pa njihove obšolske dejavnosti, tudi otroška oblačila in opremo ter nove ideje za počitnice. No, tam bo tudi seveda naša in vaša televizija Maribor, na pomoč pa nam bodo priskočili tudi iz vrtca Tezno. No, več o tem pa Cvet Koroškar in Polonov Pivec. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Kot rečeno, bo zanimivo tale konec tedna. V petek se že začne in traja vse do nedelje, pa glede na to, da smo pred nekaj minutami govorili o stavki, kako ta poteka v vašem vrtcu, so otroci ostali doma ali vendarle je nekaj otrok prišlo v vrtec? Ja. Po jutranjih podatkih, ko sem odhajala, je bilo že nekaj otrok v vrtcu. Naša vrata vrtca so seveda odprta. Pripravljeni smo na vse otroke. Za otroke je poskrbljeno, za hrano, za igro. Vzgojiteljice so tam, vsi smo na delovnih mestih. Jaz sem zdaj trenutno tu in se potem vračam. Tako da mislim, da tisti otroci, ki bodo v vrtcu, bodo se dobro počutili in stavke prav gotovo ne bodo se čutili in je tudi ne smejo. Tako, naj tako tudi ostane. Sicer pa, če se vrnemo nazaj, Otroški bazar, v petek se bomo zagnali v ledno dvorano skupaj z najmlajšimi, tudi mi, tam pripravili stojnico in številna presenečenja vse tja do nedelje. Kaj vse bodo lahko televizijskega doživeli? Ja, televizijskega pa kaj zanimivega in že zdaj vabimo vse dedke, babice, starše, petek, sobota, nedelja, tako da mi ne zmanjka časa med 10. in 11. vsak dan, v petek pa tudi med 16. in 17. To bo pravzaprav naša najbolj zanimiva aktivnost, čeprav jih bo veliko, ne? Ampak to je ta mini oder televizije Maribor, na katerem bodo lahko nastopili, povedali, kaj, recitirali, zapeli, zaplesali, žonglirali zaradi mene, ne vem kaj. Verjetno otroci marsikaj znajo. Do 7 let starosti, tako smo omejili, in dogajanje na tem mini odru bomo posneli. Vsi nastopajoči, ki bodo toliko pogumni, da bodo nastopali, naj povem, da jih bodo vzgojiteljice spremljale, tiste, ki jih poznajo tudi, mogoče ne vseh otrok, ne, ampak vendarle vzgojiteljice iz vrtcev, tu nam je gospa Cvetka lepo priskočila na pomoč, tako da jih bodo motivirale, da bodo nastopili, mi jih bomo posneli in to bomo potem naredili tudi v obliki DVD-ja in vsak nastopajoči bo dobil ta DVD za spomin, ne, tistega svojega celotnega oziroma celotne ure, ne, ki se bo odvijala. To je ena od aktivnosti. Naše oddaje se bodo tudi predstavljali, na oddaji na vrtu se predstavljajo s takšnim zanimivim kotičkom. Ja, tam bodo lahko pravzaprav, naj ostane majhna skrivnost, ker je to na otroškem bazarju, oziroma takole na bazarkovem odru. Tam bodo lahko posebej, tista ima posebno, bi rekla, postavitev pri nas, pa lahko si ogledajo te, recimo Sneguljčico, Jakoba in mesto. Marsikaj je, skratka, če bodo naš program pogledali, mi ga bomo dali tudi na internetno stran, na spletno stran našo, bodo lahko videli, kaj se vse dogaja. Tudi risali bodo lahko, tudi ocenjevali bomo tiste risbice in jih kasneje razstavili skupaj z vrtcem Tezno in tam izbrali mogoče najboljšega slikarja, tudi tam posneli reportažo, ki jo boste si lahko ogledali prav v oddaji Dobro jutra. Pa bobnali bodo lahko najmlajši. Bobnali bodo lahko, ja, bravo. Pravljice bodo lahko poslušali. Darinka Čobec in Matej Korošec. Tako bomo tam, kot rečeno, tudi z vrtcem Tezno. Kako je z današnjimi otroci? So problematični, vi se že dolgo namreč z njimi ukvarjate, so bolj zahtevni, kot smo bili, naprimer, mi, ko smo bili majhni, ali vendarle so še vendarle otroci kot otroci? Ja, otroci so pravzaprav še vedno otroci, vendar ta tempo in stil življenja prav gotovo izražajo. Veliko več je nemirnih otrok, otroci izkazujejo potrebo po ljubezni, po naklonjenosti, po igri, po druženju. In v vrtcih organiziramo veliko teh programov tudi za starše, ker jih nekako naučimo, kako preživljati prosti čas v popoldan, ko se sami, in veliko teh aktivnosti torej počnemo. Ja, velikokrat mi vzgojiteljice povedo, da otroci prihajajo v vrtec zjutraj zaspani, ker so zelo dolgo po koncu, se pravi, pravila postavljajo oni in ne starši in seveda potem so utrujeni in nerazpoloženi. Starši nekako
ne postavljajo pravil. Vemo pa, da se otroci dobro počutijo in tudi mi odrasli, če pravila igre zelo dobro poznamo. Zato je recimo naloga vrtcev, da predvsem v tem smislu starše tudi podučimo in jim tukaj tudi pomagamo. In seveda tudi povemo, kako naj preživljajo z njimi prost čas. In mislim, da bo kulturni bazar, ki se bo zgodil letos prvič v Mariboru, tudi priložnost, da bodo starši z otroki tudi spoznali nekaj načinov preživljanja prostega časa. Tako v otroškem bazarju bomo rekli, kakšno čez nekaj trenutkov še, zaenkrat pa čas, da si tudi privoščimo nagradno igro. Nič 90 93 60 32 je znova telefonska številka, ki vam lahko prinese lepo nagrado. Ta pa je gnojilo v obliki šumečih tablet Plantela za balkonsko cvetje. Da bodo vaše rožice v tele pomladi torej lepše uspevale, čaka tale nagrada za vas. Znova 9,5 in pod njimi je skrito nekaj, kar je v rani mladosti spremljalo marsikoga od nas. Kaj je torej skritega pod našimi 9,5 je vprašanje, nič 90 93 60 32 pa telefonska številka. Otroški bazar je naša tema, prvič se bo zgodil v Mariboru, v Ljubljani, sicer že uveljavljena, lahko rečemo blagovna znamka, 7 let ga tam že pripravljajo, tudi televizija Maribor se tam pojavljamo z vrtcem Tezno, kot smo prej omenili. Je pričakovati, da bo naša stojnica kar oblegana. So otroci tako korajžni, da bodo stopili tudi pred našo kamero? Kakšne so vaše izkušnje? Vprašanje zdaj za Cvetko, ne? No, ko me je vaša direktorica gospa Polona povabila za sodelovanje, seveda sem povabila tudi vse mariborske vrtce, odzvali smo se 3 in te vzgojiteljice, ki bodo na tem bazarju sodelovale v tej, bom rekla, na mini odru, za temo Pokaži, kaj znaš, so seveda tiste, ki bodo to znali napraviti, saj ne nazadnje se vsak dan z otroki ukvarjajo. Pa tudi otroci so dovolj korajžni. Otroci so dovolj korajžni, tako da pripravljajo presenečenja in jaz mislim, da bodo priložnost, da bodo otroci spoznali televizijo kot medij in pa na nek način se pokazali z svojimi sposobnosti, spretnostmi in znanji. Tako, nekoga imamo v tem trenutku na telefonski liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Dober dan, želim, tukaj pa Julija. Pozdravljeni, Julija. Julija, od 1 do 9 so polja na naši številčnici. Katero odpiramo najprej? Ja, odprla bi številko 5. 5. Iščemo nekaj, kar nas je v rani mladosti skoraj da vsakega izmed nas spremljalo. Iz tekstila? Ja, mogoče je pa to punčka, igračka. Igračka je, ampak ni punčka. Vam dam še eno možnost. Medvedek. Medvedek, plišasti medvedek. Takšen zelo simpatičen, ki bo nasmejal vsakega izmed nas takole. Luška, ne da? O, lep, ja, res. Lep je. No, tudi rožice vaše bodo lepe, namreč šumeče tablete, gnojilo v obliki šumečih tablet Plantela je vaš, naj vam dobro služi. Dobro, nasvidenje. Mi pa samo še enkrat povabimo, ta petek začnemo zares v ledni dvorani Tabor. Poudariti moramo, da ni vstopnine, da je obisk brezplačen za vse, ki torej bi želeli izvedeti, kako zanimirati otroke, kaj jim ponuditi, različne obšolske dejavnosti. Kot rečeno, bomo tam tudi televizija Maribor, če je vaš otrok zakaj talentiran, če dobro riše ali pa če rad posluša pravljice ali pa ga zanima, bomo tudi z veseljem kaj povedali. Pa tudi s kakšno babico pa detkom poklepetali, a ne da? Tako je. Vse bo to. Hvala lepa za obisk, uspešno.